Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, tokrat je moj gost, evropski poslanec gospod Franc Bogovič, podpredsednik Slovenske ljudske stranke. V Evropskem parlamentu pa zastopa Evropsko ljudsko stranko EPP Group. Gospod Bogovič, najprej prisrčen dober dan. Lep dober dan, pozdravljeni. Za nami sta že 2 leti soočanja in boja s pandemijo COVID-19, no v Evropskem parlamentu pa ste kar visoko na dnevni red postavili tudi boj proti raku. Ta teden je tudi mednarodni dan boja proti otroškemu raku. Vi pa ste pozvali tudi k okrepitvi vloge Evropske unije v boju proti raku, ki je drugi najpogostejši vzrok smrti v Evropski uniji. In katera priporočila ste dali v zvezi s tem glede preventive in učinkovitejšega zdravljenja? Ja, rak je bolezen razvitih družb, zato je Evropa tista, ki ima veliko umrljivost zaradi raka. 1.300.000 ljudi letno umre zaradi raka, to je četrtina skoraj Evropejcev. In že v sami kampanji za zadnje volitve v Evropski parlament je naš špicen kandidat, kot smo ga imenovali, gospod Manfred Weber, zelo izpostavljal, da je potrebno organizirano pristopiti v boju proti raku. V parlamentu je bil potem oblikovan poseben odbor, ki je na tej februarski seji tudi predložil svoje zaključno poročilo, ki je bilo tudi z zelo veliko večino sprejeto. Gre za kompleksno poročilo, v katerem na eni strani najprej se opozori na vse vzroke za nastanek raka, od vplivov na okolje do prehranskih navad, prekomernega pitja alkohola, vseh ostalih, vpliv radona in podobni razlogi, ki so razlogi za nastanek raka. Drugo poglavje se zelo osredotoča na čimprejšnje odkrivanje raka, presejalni testi, pregledi, to, kar je v času covida tudi zelo izostalo. Ocena je, da je približno 1 milijon ljudi bi moralo biti pregledani na raka, v času covid krize pa zaradi krize v zdravstvu niso bili pregledani. Tako da gre za potem, se pravi, to zgodnje odkrivanje raka. Potem pa tudi do tega, da bi vsi Evropejci imeli približno enak dostop do zdravljenja z rakom. Velike so razlike v Evropi. Učinkovitejše zdravljenje. Torej. Tako je, ni vseeno pravočasno in ni vseeno, v katerem delu Evrope si rojen, kar se tiče tako odkrivanja kot odpravljanja raka. Zato je tu poizkus, da se naredi tudi prekomejne centre, da bi ljudje lahko imeli dostop do zdravljenja, do diagnostike tudi zunaj svoje države. Naslednji velik poudarek je tudi raziskavam. Podobno kot je Evropa zelo organizirana vlagala v odkrivanje cepiva proti covidu, se želi, da iz programa Horizon, pa tudi iz novega programa EU za zdravje, okrepiti vlaganja v odkrivanje novih zdravil, tudi takšnih, ki so zelo personalizirana, tako da, kot sem že dejal, poročilo je bilo sprejeto za zelo veliko večino in v naslednjih letih je zagotovljenih precej več sredstev, kot je bilo v preteklosti, prav sfokusiranih na bolezen sodobne družbe, bolezen raka. Kako pa ste zadovoljni s pomočjo preživelim po raku? Ja, to je tudi eno od poglavij, ki je zajeto v tem poročilu, kjer se želi omogočiti tistim, ki prebolijo raka, čim hitrejše normalno vklapljanje v družbo. To je eno od zelo pomembnih stvari, ki je zopet zelo različno od države do države, od možnosti dela do vključevanja v družbo, tako da to je tudi eno od pomembnih področij tega poročila. Evropo že nekaj časa pretresa ukrajinsko-ruska kriza, ki se ta hip še zaostruje. Te dni ste na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta razpravljali tudi o ruski grožnji Ukrajini. Zakaj se v bistvu zavzemate evropski poslanci? Ja, zagotovo je ukrajinsko-ruski spor oziroma pritisk Rusije na Ukrajino, kajti pravega razloga za ta spor pravzaprav nihče ne vidi. Nekaj, kar je po hladni vojni najbolj zaostrilo odnose na evropski celini in je zelo realna grožnja miru, ne samo
na relaciji Rusija-Ukrajina, ampak vojna na evropskih tleh se lahko zgodi. Zato je bilo resnično zelo veliko pozornosti posvečene tej temi. Na eni strani je tako evropska kot svetovna diplomacija bila v zadnjih tednih zelo aktivna in poskuša umiriti zadevo. Po drugi strani je tudi strani Evropske unije in ostalih pripravljen določen precej oster ukrep sankcij proti ruskemu režimu, vekolikor stopi na ukrajinska tla. Potem je nov paket pomoči Ukrajini, 1,2 milijarde evrov Evropska unija namenja, kajti ukrajinsko gospodarstvo je zelo utrpelo v tem času, ko je v bistvu ta grožnja z vojno nad njihovo glavo. Četrta veja teh prizadevanj pa gre v smeri normalizacije odnosov z Rusijo. Gre za, po mojem prepričanju, za geostrateško bitko nad vplivom. Sam in tudi v pogovorih z številnimi ljudmi, ki spremljajo to zunanjo politiko, je jasno, da odkar se je Evropska unija in NATO približala Rusiji v Črnem morju preko Romunije, Bolgarije, je bil za ruske poglede na nek način dosežen tisti prak, preko katerega naj ta zahodni vpliv ne bi segel. S tem, ko pa je v Ukrajini z to njihovo revolucijo in tudi z jasno podporo Evropske unije, NATO Ukrajini, pa so v Rusiji, ne uporabim izraz, malce živčni, nestrpni, kajti resnično se na rusko-ukrajinski meji NATO približa na 600 km do Moskve in s tem, ko je tudi Poljska, baltske države del NATO, se na nek način ruski režim čuti ogrožene. Po drugi strani, ko pa poskušaš razumeti, kaj se dogaja, pa mislim, da smo tudi priča tega, da imamo ti dve velesili, tako Rusijo kot ZDA, v nekem trenutku, kjer konec koncev vsakdo, oba voditelja, rabita tega zunanjega sovražnika. Vidimo na eni strani upadanje podpore Bidenu, ki ima rekordno nizko podporo po enem letu in običajno so zunanji sovražniki tisti, ki režimu pomagajo ukrepiti pozicijo. Prav tako pa je tudi situacija v Rusiji z temi novimi sojenji Navalnemu, na nek način tudi utišanjem opozicije, nekaj, kar pod svoje na nek način tli v ruski družbi in zato je zopet neka zgodba na tem, kako NATO, EU ogrožata ruske interese, nekaj, kar prav pride tudi Putinu. Tako da žal so te geostrateški interesi tisti, ki konec koncev vodijo k takim napetostim in za moje pojme tudi povsem nepotrebnemu trošenju denarja, ki ga bi lahko zelo koristno uporabili tako za rusko družbo v Ukrajini, pa tudi NATO bi lahko drugače vložil ta denar, ampak očitno v teh mednarodnih odnosih ne gre drugače, kot da iza nekih gospodarskih interesov stoji tudi močna vojaška sila, kajti v nasprotnem primeru se slej ko prej zgodijo takšne napetosti, kot so sedaj na ukrajinsko-ruski meji. Seveda geostrateški vpliv te krize nikakor ni zanemarljiv, tudi zaradi energetske odvisnosti Evropske unije od Rusije. Kaj pa bi morali po vašem mnenju storiti za normalizacijo odnosov z Rusijo? Ne nazadnje je tudi Slovenija zelo energetsko odvisna od Rusije, od plina naprej. Ni samo Slovenija, celotna Evropa. Evropska unija uvozi polovico energije in ta uvoz stane Evropsko unijo 1 milijardo evrov na dan. Se pravi, v 10 dneh Evropska unija da toliko za energijo, kot je slovenski proračun. Ali pa 350 milijard letno da Evropska unija za energijo, proračun Evropske unije pa 170 milijard, se pravi polovico tega, kar da Evropa za energetsko oskrbo. In velik del te energije prihaja ravno z Rusije, tako plin kot nafta.
Vemo, da je tudi Nemčija s tem izhodom iz jedrske energije, sedaj bo potrebno, da tudi Nemčija kot največja porabnica premoga izide iz uporabe premoga, zato so po Baltskem morju zgradili Severni tok. Ta Severni tok je pa sedaj na eni strani tudi grožnja teh sankcij, se pravi, da Severni tok je zgrajen, čaka še na nek način uporabno dovoljenje, tu je predvsem bitka ali pa dilema okoli principa konkurenčnosti, ali sme po tem Severnem toku priti samo ruski plin ali mogoče tudi kakšen norveški, danski, in te detajli se še urejajo. Planirano je bilo, da bi nekje na spomladi proti poletju ta tok stekel, da bi polovica več plina Nemčija dobila zopet po tem Severnem toku, s tem tudi zapolnila potrebe v Evropi. Na drugi strani pa slišimo sedaj, da se naj tudi Evropejci preveč ne sekiramo, če Severni tok ne bo, da se lahko, 100 ameriških teh ladij, ki prevažajo plin, nameni proti Evropi. Tako da Evropa na nek način zaradi te svoje energetske odvisnosti velik talec tudi teh razmer, zato se tudi ta prizadevanje k večji energetski neodvisnosti ali pa zmanjšanju te odvisnosti velika prizadevanja. Pa mislim, da bi morali te korake še hitreje narediti, kajti energija je tisto, kar pravzaprav poganja vse že iz same besede izvira, in ko se ti veliki igralci odločijo, da se bodo malo poigrali z Evropo, imamo mimogrede za enkrat, dvakrat, trikrat, tudi 4-krat sedaj dražji plin in podobno. Tako da energetika in pa geopolitika sta vedno zelo, zelo povezani, in zato je tudi ta paket Fit for 55 pripravljen na 55, ki pravzaprav bi naj ukinil uporabo fosilnih goriv, ki so glavni vir proračuna tako v Rusiji kot na Bližnjem vzhodu, v arabskem svetu, nekaj, kar je zagotovo zelo pod drobnogledom teh režiserjev geostrateških odnosov, konec koncev tudi Amerika igra na področju energetike zelo pomembno vlogo, tako da tu nas čaka še precej preigravanja in bo potrebno znotraj Evropske unije precej konsistentnosti v tej politiki, da ne bomo prevečkrat naivno izveseli in drago plačevali to svojo energetsko odvisnost. Kaj pa bi morali po vašem mnenju storiti za normalizacijo odnosov z Rusijo? Ja, Evropska unija je s tem, ko sta Gorbačov in Reagan v 80-ih letih dosegla nek sporazum o prenehanju te hladne vojne in padcem Berlinskega zidu, z razpadom Sovjetske zveze, je bil pogled, je bil izgled, da bo v naslednjih desetletjih se ta zadeva umirila. Dejansko se je in je potem skozi 90. leta, pa tudi vse do teh velikih kriz od finančne naprej, je situacija na nek način izgledala bolj normalna. S krepitvijo Putinovega režima, po eni strani tudi, ne vem, če hočete, avtokratskih režimov, kot so Kitajska, Turčija, arabski svet, pa se nek način to ravnovesje sedaj zopet nagiba v drugo smer, in to, kar je bila na nek način po neki študiji ali pa analizi NATO in pa CIA, da bo Rusija neka regionalna sila po letu 2010-2015, azijska, se je pač spremenilo, in v bistvu ob Rusiji nastajajo zdaj novi centri moči, Rusija sama se je ukrepila, Kitajska je tista, na katero mogoče ti analitiki še v 90-ih letih pa začetku 21. stoletja niso računali, pa je danes v bistvu po levi in po desni prehitela vse. Tako da je to razmerje zelo porušeno, in nekaj, kar se ugotavlja zdaj, je tudi to, da je, kar smo videli že v času Trumpa in pri Bidenu, nič drugače, še celo mogoče se stopnjuje to, da je pogled in osredotočenje ameriške zunanje politike predvsem v Azijo, Pacifik in urejanje razmerij s Kitajsko. Tako da je Rusija in Kitajska sta prijateljici? Vedno večji. Z rastjo in pa povečanjem te kitajske ekonomije pa se povečuje tudi potreba po plinu, kar pomeni, da če
nekaj manj plina prihaja v Evropo, ima Rusija kam s temi količinami. In so Kitajci zelo zainteresirani in tu v bistvu se zdaj dela na nek način neka alijansa Peking-Moskva. Evropa pa na nek način za včasih tudi malce zmedeno zunanjo politiko 27 držav, tudi z zahtevnim postopkom odločanja, kako teh 27 držav doseže nek konsens. Naj uporabim šahovski izraz, ki ga tudi igram, izgublja tempo. In tu je bil tudi na tej ravno februarski seji, ko smo govorili tako o zunanji politiki, varnostni politiki, odnosih z Rusijo, odnosih tudi z Afriko zelo izpostavljeno in na tej točki Evropi ta gospodarska moč in pa ta mehka diplomacija, ki je povezana z gospodarskimi spodbudami, enostavno ne zadostuje več in bo potrebno nekaj več storiti tudi na samem kontinentu. In kaj lahko po vašem mnenju sploh tako Evropska unija kot tudi Slovenija storita, da bi nekako preprečili ali ublažili ta nihanja cen v sami energetiki? Lejte, energetika je, kot sva zdaj govoriva, je geostrateška zgodba. Sam spremljam kot nekdanji župan mestne občine Krško že več kot 2 desetletji to področje in ves čas so me ta spoznanja, ki sem jih dobil širom po Evropi, prepričala v to, da je iza energetike vedno tudi močna politična zgodba. Sam mislim, da je osnova, kaj je potrebno se zavedati, da mora država vedno poskrbeti za svoje 3 osnovne varnosti. Eno je ta vojaška varnost, kar je Evropa tudi že malce pozabila in je mislila, da bo mir zavedno in da ne bo potrebno vlagati. Konec koncev tudi doma se grozi z referendumom, če bi izpolnjevali zahteve, ki so na nek način vstopnica za to kolektivno varnost, ki jo daje NATO. Tako da vojaška varnost, druga varnost je prehranska varnost, ki je zopet tista, ki jo ne sme nobena država prepustiti drugim v roke, ampak moraš sam za njo poskrbeti. Tretja pa je energetska varnost. In pri energetski varnosti je pomembno, da imaš dovolj energije, da je vedno dostopna, ne samo takrat, ko piha veter in je sonce močno, in da je tudi konkurenčna za to, da lahko tvoje gospodarstvo konkurira. In v tem kontekstu sem sam prepričan, da Evropa mora storiti več na tej samooskrbi, zelo je usmerjena v širitev obnovljivih virov energije, proti vodiku se oziramo kot novemu energentu. Sam sem pa trdno prepričan, da si mi te energetske varnosti v družbi, ki bo vedno bolj elektrificirana, od ogrevanja do prevoza, vse bi nešlo tudi industrije v smer elektrifikacije, vekolikor ne bomo zgradili dodatnih kapacitet tudi iz jedrske energije, bomo naslednje desetletje zagotovo veliki odvisniki na področju energetike. Veseli me, da je Macron zelo jasno napovedal, Francija gre v gradnjo najmanj 6 novih jedrskih elektrarn, Nizozemci se odločajo za 2 novi jedrski elektrarni, Češka, Slovaška, Madžarska so države, ki so tudi že v procesih in sam mislim, da Sloveniji na drugačen način kot za gradnjo drugega bloka v Krškem si te energetske suverenosti ne znamo zagotoviti. To torej lahko pomeni, da dejansko se vi nagibate k temu, da bi samooskrbo na področju energetike nekako ustvarili tudi s pomočjo jedrske elektrarne. Lejte, jaz sem realist in ob tem, da sem politik, tudi rad uporabljam številke. Kajti mislim, da politiki vse premalokrat uporabljamo številke. In v Sloveniji je sedaj situacija takšna, da imamo tam nekje 14 teravatnih ur potrošnje električne energije, 12-11 jo proizvedemo sami, se pravi, da smo že zdaj 15 do 20% odvisni od uvoza. Ampak to je še neka meja, ko v bistvu jo mogoče obvladati in ne vpliva dokončno na tvoj konkurenčni položaj, na ceno elektrike za gospodinstva. Zdaj od teh 11 teravatnih ur bo potrebno 3,5 do 4 teravatne ure ugasniti umakniti iz 10 letih, kajti to je energija iz lignita, iz termoelektrarne Šoštanj.
To je dejstvo, ki se mu ne bomo mogli izogniti, bodi si zaradi okoljskih pritiskov, pa tudi ekonomski zaradi cene CO2 kuponov in to bo velik pritisk na to energijo. Se pravi, da iz teh 11 že pademo na 8. Od tu nazaj so pa dobre 3 teravatne ure na leto iz jedrske energije. Se pravi, da bi iz 8 teravatov padli na 5 ob današnji potrošnji 14 in napovedih, da bomo do 2050 za polovico povečali porabo električne energije ravno zaradi dodatnih električnih vozil, dodatnih toplotnih črpalk za ogrevanje in podobno. Tako da, če bi pa imeli, ne vem, danes, da nič ne storimo, bomo prišli v zgodbo, ker bomo, ne vem, imeli samo četrtino proizvedene energije. Naj dodam še to, da ne bo kakšne pomote. V energetiki sem se naučil to, da je ključen princip in ne ali. Se pravi, mi imamo zaenkrat relativno stabilno zgodbo na področju hidroenergije, vodnih hidroelektrarn, kjer še lahko nekaj elektrarn zgradimo, tudi v našem koncu, da Savsko verigo zaključimo z Mokricami. Potem je potrebno tudi dodatno vgraditi še sončne panele, tudi vetrne elektrarne. Mislim, da niso res te naše ptice toliko neumne, da se edine v Evropi ne bi znali izogibati vetrnicam in zagotovo je nekaj področji, kjer je to možno graditi. Nimamo pa te sreče s pasovnim vetrom, kot jo imajo na primer Danci, Severni Nemčiji, Švedski, kjer je lahko to osnovni vir energije. In če se štejemo potencial tako vetra kot sonca, če proizvedemo 2 teravatni uri, ob tem, da danes proizvedemo 0,3 teravatne ure. Še za 2 dodatni teravatni uri bo potrebno ogromno vlaganj in v 10 letih ne vem, če jih bomo zmogli ob takem tempu, kot danes zagotovo ne, vendar ga bo potreba bistveno povečati. Tako da tu prihajam nazaj k tisti tezi, da je potrebno uporabljati številke in nek blok z jedrske elektrarne, ki bi večji kot je sedaj se računa, da bi bil to 1100 megavatov moči, proizvede nekje 8-9 teravatnih ur in z časovno dinamiko, ne vem, 10-12 let, smo najmanj od tega trenutka, bi se po mojem morali takoj odločiti za iti v postopek sprejemanja te odločitve, tudi enostavno ljudem razložiti, da bodo na eventualnem referendumu glasovali za in da si na ta način zagotovimo, da bomo na energetskem polju suvereni. V okviru razprav za bolj zeleno Evropo je trenutno v Evropski uniji ena bolj vročih razprav o delegiranem aktu o blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v skladu z okvirom Evropske unije za trajnostno financiranje oziroma tako imenovani taksonomiji, pri čemer je jedro polemik med državami jedrska energija. Vi vidite jedrsko energijo kot del rešitve pri proizvodnji električne energije. Ne nazadnje tudi prihajate iz Krškega, kjer imamo jedrsko elektrarno. Ja, omenjeni dokument, ki ga navajate, skrajšano to taksonomijo, je dokument, ki ga finančne narave. Gre za to, da se v tem dokumentu navedejo vse tehnologije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo in bodo zato deležne boljšega statusa na finančnih trgih. Bodi si pri nepovratnih sredstvih za obnovljive vire, bodi si pri komercialnih bankah ali evropskih investicijskih bankah, pri recimo jedrski ali plinu. Zdaj v Evropska komisija, ki predlaga ta tako imenovan delegiran akt, se pravi, da je dana njej pravica, da ta akt pripravi, lahko pa nanj odreagirata tako Evropski svet, se pravi države, kakor tudi parlament, je pripravila prvi predlog, ki je bil poleti predložen lansko leto in je že tudi v veljavi. Gre za cela vrsta od sončne, vetrne energije do izolacijskih materialov, uporabe lesa in podobno, se pravi, gre za zelo velik paket teh tehnologij, ki bi naj bile, recimo temu, privilegirane na finančnih trgih. Izostala sta jedrska energija in pa plin. Za obe tehnologiji se smatra kot tehnologiji, ki bi naj bile prehodne tehnologije za prehod v nizkoogljično družbo. Še vedno se računa na fuzijo,
se pravi pridobivanje energije iz vodika. Sam sem imel to priložnost kot evroposlanec, sem par tednov nazaj bil na projektu ITER v Franciji, vendar so nam zelo jasno povedali, komercialno se lahko od vodika pričakuje energijo tam po letu 2050-2060. Se pravi, za tako zapletene postopke. Zelo zahtevne postopke. Samo to naj rečem, da za začetek te fuzijske reakcije se rabi temperatura 150 milijonov stopinj Celzija, desetkrat več kot je temperatura na sončnej skorji na soncu. Tako da resnično zahtevne, vendar kot vidimo, tako Kitajska, Anglija napredujeta v tem. Ta projekt ITER pa je zanimiv, da je projekt, v katerem sodelujejo Evropska unija s 45%, po 9% investicij pa ZDA, Rusija, Kitajska, Indija, Japonska in Severna Koreja. Se pravi, cel svet, ki ima v bistvu polovica prebivalstva, 80% GDP-ja sodeluje v tem projektu in vlaga v to, da bi po letu 2050 resnično imeli skoraj neomejen vir energije, ki je tudi iz okoljskega vidika zelo sprejemljiv. Ampak preden pridemo do tam, moramo mi to luknjo zapolniti in samo z vetrom, soncem kot tema dvema najbolj ambicioznima tehnologijama, okoljskima, enostavno ni dovolj energije, ni tudi konstantna, težko je obdržati tudi stabilno omrežje, zato je sedaj govor o tem, ali se ta dva vira, se pravi plin in jedrska energija, umestita na seznam teh tehnologij, ki bodo deležne te finančne podpore oziroma ugodnejših pogojev za to, da omogočita prehod v nizkoogljično družbo. Ne govorimo o tem, da so to zelene, obnovljive tehnologije, ampak tehnologije, ki jih enostavno mora Evropa imeti. In tu gre zdaj za različne interese, ne vem, zeleni so normalno proti temu, Avstrijci so proti temu, tako da v Evropi imaš vedno skupino, ki je proti čemurkoli, kar predlagaš. In v tej točki upam, da bo ta predlog komisije, ki je mimogrede naredila 2 dodatni študiji prav za jedrsko energijo, ali prvič skozi proizvodnjo in drugič skozi ravnanje z odpadki lahko ogrožata okolje, in obe študiji sta bile v prid jedrske energije. Se pravi, da je to obvladljiva tehnologija, ki je znana in enostavno računam na to, da bo ta dokument nekje do poletja letošnje leto sprejet. Mislim pa, da to nič ne ovira nas, tako kot ni Nemcev, recimo, da so šli v severni tok in imajo plin zagotovljen. Mislim, da moramo iti ob bok odločitvi Francije, drugih dežel, ki se odločajo za investiranje v jedrsko energijo in na ta način to energetsko stabilnost zagotoviti tako v Sloveniji, kakor tudi jo zagotoviti v tem centralnem delu Evrope, kjer nobena od teh držav, ki jih omenjam, niti Slovenija, Madžarska, Slovaška, Češka, ne more računati na dovolj vetrne energije, na katero naprimer lahko Danci računajo. Smemo torej reči, da je celo za vas, ki prihajate iz Krškega, jedrska energija nenadomestljiv vir ogljične nevtralnosti vse do leta 2050. Ja, in še kakšno desetletje naprej. In moram, kot sem že dejal, sem bil v teh asociacijah, kjer so mesta z jedrskimi objekti. 8 let sem bil podpredsednik Evropskega združenja teh mest in ko ste omenili tudi zame, ki sem iz Krškega, da je celo spremljivo. V Evropi je povsod tako, da bliže kot so ljudje jedrske elektrarne, večja je družbena spremljivost. Bolje zaupajo. Ker so pač, recimo, ne vem, v Krškem imamo 600 zaposlenih, to so naši sosedje, ti ljudje živijo ob jedrski. Gospod Stane Rožman, svetovna avtoriteta, direktor jedrske elektrarne, ima svoj dom 2 km stran od reaktorja. Tako da ni v našem kraju je, mislim, da zelo velika podpora k temu, da se enostavno nadaljuje s tem. Konec koncev je tudi nek način energetika tisto, kar smo v Posavski pokrajini, upam, da nekoč tudi uradno pokrajini, vzeli kot tudi neko priložnost, tudi z vidika zaposlovanja, in to so ta delovna mesta 21. stoletja. In nenazadnje imate prav v Krškem tudi zelo veliko sadovnjakov, dobre, zdrave pridelke. Tako je, gledajte, ti pridelki gredo na številne svetovne trge, tudi sam sem sadjar, tudi mojo jabolko, ki pride v Tesco,
to največjo angleško verigo je deležno presoje, pregledov, analiz in tako da to je živ dokaz temu, da je to tehnologija, ki je obvladana in ki nima vpliva na okolje. Je pa tehnologija, ki povzroča neko potencialno nevarnost, nelagodje v katerih od območjih, ne vem, pri konkurentih na področju energetike, na primer v Avstriji, in gre pa teh 6 teravatnih ur električne energije, ki je na trgu v tem delu Evrope že ves čas v nos. To smo videli že 90. leta. Celo protestirali so na ograji nuklearke, se prevezali na to ograjo in tudi, ko smo ugotavljali, kdo stoji iza teh demonstrantov, zelo hitro prideš nazaj v krogu do avstrijske energetike. Tako da jaz nisem na tem področju nič več naivn in velikokrat je tudi ob iskrenih namenih okoljevarstvenikov iskati, ne vem, podporo, odkot so financirana ta združenja, kakšne drugačne namene, kot jih iskreni ljudje združeni v nevladni sektor mogoče srcem tudi zagovarjajo. Tako da, kot sva prej govorila o zunanji politiki, energetiki, tu ni prostora za hudo naivnost in pa moraš kar dobro poznati zadeve, pa tudi priti do zaključkov, zakaj nekdo nekaj počne. In žal so velikokrat tudi, lahko mirno rečem, precej umazani interesi v ozadju. No, vi pogosto opozarjate tudi na pomen prehranske samooskrbe. Zdajle smo tudi v Sloveniji nekako med kladivom in nakovalom, tako kmetje na eni strani, kot kupci na drugi strani. Kako komentirate vse to? Ja, podobno kot pri energiji je pri hrani, da Evropa, ki včasih generalno, ne samo Slovenija, jemlje kot samoumevno, da bo vedno dovolj hrane, da bo vedno poceni hrana na polici, si postavljamo včasih tudi zelo visoke standarde, precej više kot na ostalih kontinentih, kar je prav. Je pa treba biti pozoren, da bomo v tej verigi pravzaprav vsi preživeli. In v zadnjih letih se je zgodilo to, da je enostavno cena hrane začela počasi naraščati, kar je pa dobil velik pospešek v času teh kriz. Ne vem, recimo energetska kriza, podražitev plina je povzročila, da so mineralna gnojila tudi 3-krat dražja, tako kot je plin. Kajti, ne vem, proizvodnja dušika je zelo vezana na energijo, na plinsko energijo in je, ne vem, številne evropske tovarne so v letošnji zimi zaprle svoje obrate, ker so enostavno ocenile, da po tako visoki ceni, kot je lastna cena dušičnih gnojil, jih ne morejo prodati, ne bo kupca. In sam sem, bi rekel, kar do določene mere zaskrbljen. Opažamo, ne vem, Zahodna Evropa je danes totalni suši, že zdaj po zimi, spomnimo se leta 2003 in tudi pri nas je meteorološka suša že takšna, kot je bila leta 2003 v tem času, se pravi zimsko, ni zimskih zalog vlage v tleh in kolikor je še pomlad takšna, bomo lahko imeli velike probleme. Ne? In če upoštevamo zdaj na eni strani tudi to, da je zaradi drage cene plina, so draga mineralna gnojila, pa manj gnojenja, lahko hitro na trgu pade do manjše ponudbe. Pri tem je pa žal se zgodilo to, da je, ker sva govorila že veliko o energiji, zopet paralela, ni nam jasno, zakaj se lahko, ne vem, plin podraži za 3-4-krat. Pri hrani se dogaja isto, da če imaš, ne vem, 5% večjo ponudbo, kot je poraba, cena pade pa, ne vem, za 20-30%. Podobno se lahko zgodi, če bo povpraševanje. Če bomo imeli premalo oskrbe, ne vem, če bomo predelali 5-10% manj hrane, bodo lahko podražitve tudi 50%. In ob vseh teh podražitvah, o katerih zelo veliko govorimo v zadnjem času, je to lahko zelo nevarna igra. Konec koncev, afriška pomlad se je zgodila zaradi podražitve hrane v letu 2009-2010. To povsem veliko nezadovoljstvo. In če dodamo dražjim energentom, dražjo hrano, se bo zelo veliko ljudi znašlo v veliki stiski. Zato mislim, da je podobno, kot sva ugotavljala prej pri energetiki, tudi tu potrebno, da najprej poskrbimo znotraj države,
ni enostavno poskrbeti za popolno samooskrbo, kajti imamo samo slabi 900 kvadratnih metrov njivskih površin na prebivalca, kar pomeni, da bomo pri žitih recimo zelo težko samooskrbni. Se krči. Površine ostajajo približno stabilne v zadnjih letih, ne prihaja do krčenja, tudi te podatki preko teh subvencijskih vlog govorijo v to smer, vendar pa globalno gledano raste število ljudi. In ob enakih ali malenkost zmanjšanih površinah, kar se nam globalno dogaja, je potrebno vedno več ljudi prehraniti iz neke površine. In zdaj zmanjšujemo intenzivnost, zmanjšali naj bi po strategiji od vil do vilic za 20-30% gnojenje, za 50% uporabo pesticidov, ki vemo, da brez uporabe pesticidov bi imeli takoj pol hrane manj ali pa 40% najmanj. Tako da smo v nekem precepu, kjer bo potrebno imeti zelo strateški pogled in enostavno se znati izogniti sušam, bere namakanje in podobne zadeve. Tako da na tem področju je potrebno zelo veliko postoriti. Upam, da bo skozi strateški načrt nove skupne kmetijske politike, ki se zdaj sprejemajo v ravni Evropske komisije, da bodo ti ukrepi učinkoviti in da bomo znali narediti to, da bomo predvsem mlade navdušili za kmetovanje, po drugi strani pa to, kar je tudi del tega osnovnega vprašanja okoli cene energije, znali tudi urediti razmerje v prehranski verigi. Lahko mirno rečem, da v zadnjih mesecih ali pa tednih opažam, da so se tudi trgovci zavedali tega, da morajo kmetje preživeti, da bodo zelo težko prodajali, če nekdo ne bo proizvedel, da so malce stopili tudi bližje in delijo to breme pri samih podražitvah, da ne gre vse kot ponavadi na breme proizvajalca, da se mogoče kdo tudi kakšnega dela marže odreče, da dvigne ceno proizvajalcev, da ne bo na koncu za potrošnike prehud pritisk. Vemo pa vsi, da ko gremo v trgovino, se nam je tista košarica, ne vem, pri 50 evrih za 10 evrov podražila, ko ne vemo, kdaj se je pravzaprav to zgodilo. Dejstvo je namreč, da kupci zmeraj tarnamo nad previsokimi cenami živil, kmetje pa se pritožujejo nad prenizkimi odkupnimi cenami. Najbrž je zelo težko najti skupni imenovalec, da bodo vsi zadovoljni v tej prehranski verigi. Ja, en podatek, ki je zelo zanimiv, je ta, da če gledamo, koliko plačajo potrošniki, globalen podatek za hrano, koliko pa dobijo kmetje, je takšen, da dobijo kmetje 26% od tega, kar plačajo potrošniki. Zdaj, koliko so vsi ti davki, marže, logistični stroški potrebni, nepotrebni, pravično razdeljeni, je vedno dilema in ves čas kmetje trdimo, da je za ta prvi člen v verigi, ki je osnovn, najslabše poskrbljeno. Zato je tudi v tej strategiji od vil do vilic poudarek tem pravičnim razmerjem v prehranski verigi. Konec koncev smo celo direktivo o tem sprejeli v Evropskem parlamentu, v prejšnjem mandatu prvič se je to zgodilo, da se ne prepušča vse samo prostemu trgu, ampak da lahko tudi država pogleda in tudi kaznuje nepravične trgovinske prakse, ki se dogajajo in so se dogajale. Po drugi strani pa so tudi novi pristopi z temi kratkimi verigami, kjer tudi sam v okviru tudi te svoje aktivnosti v pametnih vaseh zelo spodbujamo, da se potrošnik in proizvajalec na tistih produktih, segmentih, kjer je to možno, direktno povežeta in v tem primeru se lahko mirno rečemo, da za enak denar se lahko dobi precej kvalitetnejšo hrano, znano poreklo in tudi pridelovalcu precej več ostane kot po osnovnih trgovinskih poteh. Mi je pa jasno, da se enostavno vsa proizvodnja ne more na takšen način organizirati in da bo še vedno v teh na trgovinskih policah velika večina hrane proizvedene. So pa te kratke verige priložnost tudi za marsikatero manjšo kmetijo, ki bi sicer iz tega trga globalnega izpadla bistveno prej. Čim prej bi jih morali skrajšati tam, kjer se da. Absolutno. No, v Evropskem parlamentu ste letos izvolili tudi predsednico parlamenta Roberto Mezzolo, vašo poslansko kolegico v politični skupini Evropske ljudske stranke EPP Group. Kaj njena izvolitev pomeni za Evropski parlament in kakšen signal podaja ženskam v politiki? Ja, Roberta Mezzola je ne samo moja poslanska kolegica, tudi prijateljica, zelo dobro sodelujemo že v drugem mandatu.
Gre za žensko v zelo zgodnih 40 letih, mlado predsednico, najmlajšo predsednico Evropskega parlamenta, doslej tretjo žensko na tej poziciji. In lahko mirno rečem, da sem kot predstavnik Evropske ljudske stranke ponosen na to, da smo v zadnjem mandatu predlagali tako predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je bila prva predsednica Evropske komisije, in tudi zdaj tretjo v vrsti in najmlajšo predsednico Evropskega parlamenta. Roberta prihaja iz Malte, se pravi, da smo tudi porušili to nepisano pravilo, da mora iza predsednika biti neka velika država. Se pravi, da je Malta tista, ki ima sedaj predsednico Evropskega parlamenta. Gre za energično, delovno poslanko, ki kljub mladosti zelo dobro pozna te evropske labirinte, je v bistvu večji del svoje kariere preživela že prednje je bila poslanka tudi v inštitucijah Evropske unije. Mati 4 fantov, mož Finec, tako da je tudi ta evropski duh v njej. In mislim, da je resnično zelo dobra izbira. Od vsega začetka sem navijal za njo, bila deležna moje podpore, sva tudi skupaj lobirala in mislim, da je oseba, ki lahko tudi dvigne ugled Evropskega parlamenta, kar predsedniki z dobrim delom lahko tudi storijo, in Roberti zelo zaupam in sem vesel, ponosen, da je naša predsednica. Zelena, digitalna in odporna Evropa ostaja eden temeljnih ciljev za našo bližnjo in srednjeročno prihodnost. Ja, Green Deal, zeleni dogovor, je ta osnovna razvojna paradigma Evropske unije za naslednja leta, za to desetletje do leta 2030, ko smo se tudi z podnebnim zakonom pravili obvezali, da bomo bistveno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, in orodje za izpeljavo tega so te 3 čudežne besede: zeleno, digitalno, po covidu dodana še odporna Evropa. Odporna tudi v tem smislu, ne vem, da bomo na zdravstvo več sami postorili, da bomo se otresli tudi odvisnosti, naprimer pri učinkovinah za zdravila. Danes 80% teh učinkovin, ki jih v Evropi potem skonfekcionirajo v zdravila, tablete, proizvedejo Kitajci in Indijci. In to je ena odločitev, da moramo več doma. Konec koncev maske nismo znali več v Evropi narediti, teh ventilatorjev za zdravljenje in podobno. Tako da ta odpornost pomeni tudi v tem delu več zdravja, več prehranska odpornost in podobno. Pridelavo hrane. Tako je, to je ta del. Zeleno digitalno pa je v bistvu odpraviti zaostanek na področju digitalizacije. Covid kriza je pokazala, kako je platformna industrija, ki je sedaj srce pravzaprav te digitalizacije, locirana nekje drugje. Kitajci so zaprli v svoj krog za tisto 1,34 milijarde ljudi, ZDA pa pokriva praktično Silicijeve doline skoraj ves ostali svet, in tu Evropa želi odpraviti ta zaostanek, tudi, ne vem, povečati proizvodnjo čipov v Evropi, ki je danes ovira, ne vem, za avtomobilsko industrijo. In tretja ali pa osnovna poanta tega programa pa je boj s podnebnimi spremembami kot ključnim tem megatrendom, ki zelo spreminja naše življenje. Tudi v februarju zopet vidimo, kako smo pravzaprav izgubili zimo iz naših letnih časov, in je v bistvu v tem delu tudi cela vrsta ukrepov, ki so v tem paketu Fit for 55, gre za 13 zakonodajnih paketov zaokroženi in v bistvu spreminjajo podobo, neke tehnološko podobo sveta, in gre za zahtevne pakete. Evropa tu zopet prednjači pred ostalimi kontinenti. Sam sem tu malce previden, včasih pravim tudi kolegom, kdaj moramo pogledati v ogledalo, kot bi v avto pogledal, če ti kdo sledi, da ne bomo preveč osamljeni v tej bitki in zgubili kakšne konkurenčne priložnosti oziroma bodo drugi jih izkoristili. Vendar pa smer je takšna prava, in na tej točki je tudi skozi 7-letni finančni okvir, skozi načrt okrevanja in obnove, ki je bil sprejet kot post-covid ukrep,
to, kar moramo tudi mi vzeti za svoje, znati to razumeti, kako to aplicirati v slovenski prostor, v slovensko družbo, od vsakega posameznika preko znanosti do gospodarstva, da bomo na ta način si tudi zagotovili kvalitetno življenje v naslednjih letih. Gospod Franc Bogovič, se po vašem mnenju kot evropski poslanec, če gledate z evropske platforme, Slovenija dovolj aktivno vključuje v kreiranje tega zelenega digitalnega zemljevida? Ja, jaz moram reči, da sem vesel, da smo drugo polovico lanskega leta predsedovali Evropski uniji, nekaj naredili tudi na tej naši prepoznavnosti. Vesel pa tudi tega, da se več ljudi ukvarja z evropsko politiko. Sam mislim, da je tistih 60 ljudi, ki je bilo do predsedovanja na stalnem predstavništvu, to je vladna predstavništva, so to v Bruslju, premalo. In da bi na ta način, da bi več ljudi bilo v Bruslju, da bi tudi doma bolj spremljali, bolj razumeli, kam gredo ti trendi, znali tudi kreirati in poiskati svoje priložnosti. Sam moram reči, da zelo sodelujem s stalnim predstavništvom, s tistimi uradniki, ki so za področje, ki jih sam pokrivam, to je regionalni razvoj, kmetijstvo, razvoj podeželja in tudi odbor ITRE, kjer je energetika, znanost, raziskave, se zelo povezujem z našimi predstavniki in velikokrat enostavno nimajo še stališča vlade, ker je treba vedeti, da je to tudi zahtevna materija, da ne vem, na nivoju Evropske komisije se s kreiranjem te zakonodaje ukvarja 40 000 ljudi, strokovnjakov, ki imajo oporo še v državah in močne te po številu ljudi večje države zelo, zelo pritiskajo in predlagajo svoje predloge. Tako da v tem delu včasih moramo poiskati svojo nišo, predvsem pa pravočasno zaznati trende, kam se pravzaprav svet vrti, kam gredo evropske politike, da doma dovolj hitro odreagiramo in da bomo te priložnosti, ki jih znanja poln, delovnih navad opremljen slovenski živelj narod zmore, da jih pravočasno prepoznamo in jih tudi uvedemo v domačo zakonodajo. Tako da zahtevno področje je za nas resnično zelo, zelo pomembno, da smo del tega sveta, da vsa ta pravila, ki veljajo za Evropsko unijo, ki odpirajo vrata na vse globalne trge, veljajo tudi za nas, da ni treba vse od začetka pogruntati doma. Hkrati pa po drugi strani so pa potrebne sploh v teh hitrih spremembah, ki nas čakajo, tudi modre, hitre odločitve. Tudi odločitve, ki se ne bodo delile na koalicijo, opozicijo, ampak odločitve, ki so za vse dobre. In v tem delu mislim, da je potrebno več napora vložiti in še skozi sledenje teh trendov tudi na nek način spreminjati domačo zakonodajo in odgovarjati na te izzive današnjega časa. V okviru Evropske unije je tudi na voljo veliko najrazličnejših razpisov. Zna po vašem mnenju Slovenija dovolj dobro izčrpati vsa ta sredstva, ki so v bistvu na voljo za različna področja? Gre za dve vrsti teh razpisov oziroma evropskih sredstev. Na koncu so tudi naša sredstva, še vedno dobimo malce več, kot vplačamo, to je odvisno od našega razvoja. In bliže, kot bomo evropskemu povprečju, bolj se bo to izenačilo in upam, da se bo čim prej izenačilo, da bomo bolj razviti. Pri sredstvih, ki so alocirana na državo, se pravi, da so kohezijska sredstva, kmetijska sredstva, se ob težavah, pa tudi potem, ne vem, ob kadrovskih spremembah, sam zelo cenim, ne vem, naprimer Moniko Kirby-Šrojs, državno sekretarko, s katero sva tudi skupaj napisala knjigo o črpanju evropskih sredstev, da bomo zopet počrtali to finančno perspektivo. Leta 2012 sva bila v takratni vladi skupaj sam kot minister, ona kot državna sekretarka, ker smo zopet tudi takrat uspešno potem počrpali sredstva iz perspektive 7-13. Verjamem, da bo zdaj vlada tudi spremljala zelo podrobno in so že nad evropskim povprečjem počrpala tudi sredstva 14-20. Prav tako obsežen paket načrt za okrevanje in odpornost. Je pa ob teh sredstvih, ki so v resnici na ljubo, ne vem,
približno 80% vseh sredstev, ki so na razpolago, še del sredstev iz teh raziskovalnih skladov, drugih skladov, Horizon, sklad za raziskave je vedno močnejši in v tem delu moram pohvaliti tudi slovensko raziskovalno srednjo, da je relativno uspešna in to so tista sredstva, ki se dodelijo v Bruslju, niso dodeljena države, ampak moraš tam konkurirati. Tako da generalno gledano ob vseh težavah, ki jih imamo, spadamo med države, ki znamo počrpati predvsem najprej tista sredstva, ki so nam dodeljena in se tudi na različnih področjih, tudi z različno uspešnostjo kandidiramo na evropska sredstva, vendar pa nismo pod nekim povprečjem. Tako da ob vsej kritičnosti, ki je potrebna za to, da koga spodbudimo, da hitreje kaj naredi, mislim, da smo kar v nekem evropskem povprečju, mogoče bilo pa boljše, da bi bili še iznad njega. V Sloveniji se hitro bližamo parlamentarnim volitvam. Kako vi ocenjujete trenutni položaj v tem času in ali bodo po vašem mnenju letošnje parlamentarne volitve prelomne? Zdaj o teh prelomnicah vedno govorimo o njih. Jaz sem takšnega mnenja, da se nikoli svet ne začne od začetka in da je potrebno kar nekaj nadaljevati. Res pa je, da je zanimiv trenutek, prihajamo, upam, vsaj v ta post-covid trenutek, ko se bomo utresli teh ukrepov in zaživeli neko, bi rekel, bolj sproščeno normalno življenje. Kar se političnega prostora tiče, pa sam, ki sem mirno lahko rečem politiki, presegam na dialog. Politiki sem 13 let vodil občino brez koalicije. Mi gre ta politična razdeljenost, ki je v Sloveniji vedno večja, za uporabo vedno manj neke politične kulture, vedno bolj ostrimi, včasih tudi brezobraznimi besedami na živce. In mislim, da če bodo v tem delu prelomne, čeprav zadnje volitve so kazale, da smo ta razkorak vedno povečevali, če bodo v tem prelomne, da se mogoče zopet ustvari bolj normalen dialog, več skupnih prizadevanj za te ključne odločitve, o katerih sva govorila. To je čisto vseeno, ali si ti iz levega pola, desnega, transformacijo družbe bo potrebno narediti in upam, da bodo v tem prelomne in tudi sam malce pomagam v tem, da bi bile. Pristopili gibanju. Tako je. Jaz sem ponosen na to, da je Slovenska ljudska stranka tista, ki je bila na nek način iniciator tega gibanja in da smo za razliko od drugih teh političnih polov na tej politični sredini uspeli narediti ta šopek strank, ki prihaja iz različnih ozadij, konec koncev. Kaj vam to pomeni, ta podpis sporazuma? Meni je meni je to neka prelomna zadeva. Upam, da bo Unionska dvorana zopet tista, ki bo nekaj prelomnega naredila, tako kot smo 88. leta takrat Slovensko kmečko zvezo ustanovili v nekdanji Jugoslaviji, da bo sedaj tu, ker se združujejo stranke, ki imamo svoje kolege združene tako v Evropski ljudski stranki, med zelenimi, kakor tudi v liberalnem polu, da bo to, kar združuje to različnost, kar konec koncev uresničuje in je nazoren prikaz, kaj bi naj demokracija predstavljala, se pravi, da lahko različni sedijo za isto mizo, iščejo rešitve in tudi spoštujejo razlike med temi. In to se mi zdi največ, kar lahko in kar kažemo z gibanjem Povežemo Slovenijo, da kljub temu, da prihajamo iz različnih prepričanj, smo dolžni poiskati skupne rešitve. In to je tisto, kar mislim, da je nekaj, kar je lahko prelomnega s temi volitvami, če bomo uspeli na tej politični sredini narediti neko koalicijo, podobno kot so jo imele Nemčija, Avstrija, če pogledamo njihove izkušnje, so imele najprej velike koalicije, se pravi socialisti in ljudska stranka, po drugi strani zdaj v obeh koalicijah sodelujejo tudi zeleni, v Avstriji z ljudsko stranko, v Nemčiji socialisti, liberalci in to so tudi konec koncev države, ki so za razliko od mediteranskih držav, ki imajo večje prepire ves čas na političnem prostoru, gospodarsko uspešnejše. In del uspeha, če hočete, družine, krajevne skupnosti, občine, države, pa tudi Evropske unije je o tem, ali se znamo dogovoriti in tisto, kar se dogovorimo, tudi spoštovati. Pa tudi to, da se medsebojno cenimo. In to, ko včasih spremljam ta naša soočanja, kjer resnično bolj seje neko
ne samo že na različna stališča, ampak že skoraj neko sovraštvo, to ni tisto, kar bi si želel in to ni to, kar bi nam prineslo napredek. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, to je bil intervju s podpredsednikom Slovenske ljudske stranke in z evropskim poslancem Evropske ljudske stranke pri EPP Group in gospod Franc Bogovič, najlepša hvala za vaše misli in pozitiven pristop ter razmišljanje. Hvala lepa. Hvala tudi vam in srečno.